Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v še eni oddaji Doživimo v Pomurju. Danes smo se odpravili v hranilnico Prekmurskih dobrot, kjer nas je prav lepo pozdravila direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Brigita Berhavec, ki je tudi naša današnja gostja. Dober dan. Dober dan. Dobrodošli v naši hranilnici Prekmurskih dobrot in turistično-informacijskem centru Murska Sobota, ki se nahaja v eni najlepših sececijskih stavb v naši pokrajini in je umeščen na Slovenski ulici, na novi prenovljeni Slovenski ulici v Murski Soboti. Kaj ta lokacija, kjer se trenutno nahajamo, vse združuje? To je turistično-informacijski center, kjer gostje dobijo vse informacije o pokrajini, o dogajanju v pokrajini, o dogajanju v mestu, o tem, kam lahko v mesto gredo, kaj si lahko ogledajo, potem tudi, kje lahko kaj dobrega pojedo, ker smo pač potem zelo znani po dobri hrani in pijači. In pa seveda to je informacijski center, kjer si tudi lahko izposodijo električne skuterje ali pa kolesa. Izpostavili ste, da tukaj dobijo informacijo, kaj vse si lahko ogledajo tukaj v Murski Soboti in kaj si lahko ogledajo dejansko? To so prav gotovo Soboški grad, ki leži na sredi velikega mestnega parka v samem središču mesta. V njem pa domuje Pomurski muzej, ki obiskovalcem predstavi zgodovino pokrajine na stalni razstavi in pa številnih drugih občasnih razstavah. Nadalje vas ob aleji Murnih skulptur popeljemo v regijsko galerijo, nato v kar nekaj cerkva v mestu ali pa v romski muzej in pa po različnih poteh v Murski Soboti, kot sta židovska in pot arhitekta Novaka, ki je v 50. letih prejšnjega stoletja Murski Soboti dal podobo mesta. Poleg tega, kar ste že izpostavili, pa v Mursko Soboto in okolico ljudi od blizu in daleč vabijo tudi številne prireditve in dogodki. Ja, res je. V samem mestu je obilica kulturnega in siceršnjega dogajanja, bodisi v sodobnem gledališču Park ali na številnih zunanjih prizoriščih, recimo na Grajskem dvorišču, v mestnem parku, na Trgu kulture, v športno-rekreacijskem centru Fazanerija in pa drugih prizoriščih v samem središču mesta. V gledališču Park pripravljamo letno tudi do 260 dogodkov, ko seveda ni kakšnih ukrepov in smo zaprti. No, to so predvsem gledališki in glasbeni dogodki. Od septembra do jeseni se zvrsti nekaj odmevnih festivalov, predvsem na zunanjih prizoriščih, kot so Fronta sodobnega plesa, Soboški dnevi, Soboško poletje, Skrito dvorišče. V pokrajini, ki je znana po odlični kulinariki, pa ne gre brez kulinaričnih festivalov, kot je festival Prekmurske šunke in gibance, Sladko Prekmurje, Bogračijada, festival Bujte repe in pa ulični festival Sočna vilica. Murska Sobota kot središče regije je bila znano sejemsko mesto s številnimi sejmi, od katerih smo ohranili dva pomembna kramarska sejma, to sta Trezino in Mikloševo senje. Pred kratkim, nekaj let nazaj, pa smo začeli na novo pripravljati še spomladanski in poletni sejem. Gre sicer za kramarske sejme, vendar je del sejma namenjen tudi številnim rokodelcem od blizu in daleč. No, v samem središču mesta pa poskrbimo tudi za zabave, kot so martinovanje, praznični december ob drsališču in pa silvestrovanje v središču mesta. Uvodoma ste povedali, da se nahajamo torej danes tukaj v hranilnici Prekmurskih dobrot, ki je ob enem tudi tic. Je pa to samo eden od ticev, kajti vi v Murski Soboti imate kar dva. Ja, prej sem pozabila povedati, da je v tem ticu tudi trgovina. Trgovina z prekmurskimi dobrotami, kjer ponujamo pridelke in izdelke prekmurskih ponudnikov, raznih pridelovalcev in izdelovalcev. In res je to ena taka točka v mestu, kjer lahko dobiš
zdaj na enem kupu to prekmursko ponudbo, se pravi nek lokalni izdelek ali pridelek. In tudi domačini zelo radi prihajajo v to trgovino, kajti tu lahko dobijo tisto, kar so prej iskali izven mesta na več lokacijah. In pa teh pridelkov oziroma izdelkov ni moč dobiti v znanih, recimo, trgovskih verigah. No, naš Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota pa ima 2 taka TIC-a in 2 taki trgovini. Druga je v regijskem promocijskem centru Expano, kjer pa ponujamo pridelke in izdelke pridelovalcev tako iz levega, kakor iz desnega brega Mure. Torej ne le iz Prekmurja, ampak tudi iz Prlekije. Expano je lepa, markantna zgradba, ki je bila k nam prenesena iz svetovne razstave Expo v Milanu in je bila pred 2 leti postavljena ob Soboškem jezeru. V zgradbi je regijski promocijski center, kjer gostom na izjemno zanimiv in poučen interaktivni razstavi predstavimo Pomurje in jih povabimo ter spodbudimo k raziskovanju naše pokrajine. Na raziskovanje se lahko od tu odpravijo tudi s kolesom, ki si ga izposodijo v našem TIC-u. Še prej pa se lahko okrepčajo v gostinskem delu tega objekta, kjer ponujajo lokalne specialitete. Expano je ob Soboškem jezeru, ki prav tako ponuja številne možnosti za oddih in pa prijetno preživeti dan v naravi. Ja, Soboško jezero je lepo urejeno sprostitveno in rekreativno območje. Na plaži vam ponudimo ležalnik in senčnik, po jezeru pa se lahko popeljete s kajakom, kanujem, jadrnico, supom, surfom, tudi s pedolinom. V neposredni bližini plaže je bogat in raznolik motorik park, tam so pa tudi pokriti prostori za piknike, ki jih prav tako dajemo v najem. In ta najem se lahko dogovori v našem TIC-u v Expanu. Ta lokacija je odlično izhodišče za raziskovanje naše pokrajine ob Muri. Najprej bi vas vsekakor povabila k reki Muri, torej kjer mnogi naši pesniki, pisatelji, slikarji in drugi umetniki dobijo svoj navdih in eden izmed njih je rekel, da bi tu lahko lebdela duša. Neokrnjena narava, voda, tišina in mir. To je to, kar vse bolj potrebuje sodoben človek. In to prav gotovo najde na tem mestu. Z brodom vas popeljemo na drugi breg Mure ali pa kar na sredino reke. Brigita Prhavec, že prej ste izpostavili, da je v Murski Soboti skozi vso leto kar precej pestro številnimi dogodki. Seveda je lansko leto bilo zaradi epidemije koronavirusa na tem področju nekoliko okrnjeno, kljub temu pa se verjetno že pripravljate na letošnje poletje. Verjetno se bodo vrnili tisti tradicionalni dogodki, ki vsako leto zaznamujejo poletje v Murski Soboti. Prvi takih bo že, če se ne motim, ta petek. Ja, res je. Ravno smo v zaključevanju priprav na vse prireditve v mesecu juniju, seveda pa tudi načrtujemo že julijske in avgustovske. Ulični kulinarični festival Sočna vilica bo vsakih 14 dni. Prva ta petek, vse bodo tu na Slovenski ulici, kjer nas bo ob odlični hrani in pijači tokrat zabavala skupina Špirit. Prve 3 junijske sobote bomo od 10. do 12. ure pripravili sprehod ob glasbi. Preteklih nekaj let smo ta dogodek pripravljali v mestnem parku, sedaj smo ga pa preselili na to prelepo, prenovljeno Slovensko ulico. To bodo 3 koncerti. To soboto bo to etno skupina Edna, naslednjo soboto bo trio Kralj Matjaž in pa tretjo soboto v mesecu juniju bo to Pihalni orkester Murska Sobota. Vabim vse, da se udeležite tega sprehoda ob glasbi, ker bo odlična glasba in ob prijetni kavici lahko tudi posedite in
poslušate to glasbo. Potem letošnji praznik ob 30. obletnici samostojne države Slovenije bomo praznovali na več lokacijah, kar ves teden. Zato smo ga poimenovali Teden državnosti. Odvilo se bo več dogodkov, v katerih vas bomo še podrobneje obveščali. Izpostavim pa naj 3 osrednje dogodke v Slovenski ulici. To so v sredo 23.6. bo tu Operna noč v izvedbi Simfoničnega orkestra SNG Maribor s solisti. Potem naslednji dan bo 30 let Slovenske popevke, kjer bomo z Big Bandom Krško in pa solisti pripravili večer Slovenske popevke. In pa v petek na sam praznik proslava oziroma slovesnost ob 30. obletnici samostojne države Slovenije. Vsako leto tradicionalno se konec meseca junija v Murski Soboti odvijajo tudi Soboški dnevi. Lansko leto jih nažalost ni bilo. Kako kaže za letošnje leto? Ja, za letošnje leto smo se sicer odločili, da Soboški dnevi bodo, vendar ne tako kot v preteklih letih. Torej, tokrat bodo malo drugače, na več lokacijah, manjši dogodki. Ampak osrednja 2 dogodka bosta na Slovenski ulici tu, takoj po dnevu državnosti, v soboto in 26. junija in pa v nedeljo 27. junija, ko bosta tu 2 večja koncerta in sicer skupina King Fu nas bo zabavala in pa MK, ter drugi dan Hamo and Tribute to Love, za njimi pa Alo Stari. To bosta osrednja dogodka, potem se bo dogajanje preselilo na Trg kulture, v cerkev in pa na druga dogajanja, na druga prizorišča v mestu, tako da na nek način bomo tudi letos izvedli Soboške dneve. Pred vami je torej kar pestrih nekaj tednov, verjetno tudi kar pestro celo poletje. Res je, za julij in avgust že pripravljamo tradicionalno soboško poletje, skrito dvorišče. Za konec avgusta bo sigurno spet fronta sodobnega plesa. Po mestu in pa v gledališču Park se dogaja ta festival mednarodni. Potem v septembru nas čakajo festivali kulinarični, kot je festival Prekmurske šunke in gibance in Bogračijada, festival Bujte repe in še in še. Kje pa lahko seveda naši gledalci in gledalke najdejo vse informacije o številnih dogodkih, ki ste jih ravnokar izpostavili? Vabim vse vaše gledalke in gledalce, da najdejo podrobne informacije na naših spletnih straneh, to sta Visit Murska Sobota in pa Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in pa na naših družabnih oziroma družbenih omrežjih. Direktorica Zavoda za kulturo, turizem in pa šport Murska Sobota, Brigita Perhavec, jaz se vam zahvaljujem za današnji pogovor in vam želim seveda uspešno izpeljane številne dogodke, ki jih načrtujete. Hvala lepa in hvala lepa za povabilo. Od vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa se s povabilom v Mursko Soboto in na številne dogodke, ki jih pripravljajo, poslavljamo. Nasvidenje.